Ojla, dobro jutro. Veš, kaj me zanima? Ko ti rečem besedo prodaja, na kaj najprej pomisliš? Ali je to zate nekaj pozitivnega ali nekaj negativnega? Zdaj, za veliko podjetnikov pa podjetnic velikokrat razumejo prodajo kot nekaj neprijetnega in jim je skoraj nemogoče razumeti, da bi prodaja lahko bilo nekaj pozitivnega, naravno stekla in tako naprej. Zato sem ti danes s tabo želim deliti en primer, in sicer primer, da če se je ti mogoče že kdaj zgodilo, da si prebral oziroma prebrala eno čudovito knjigo. Tako res, ki ti je spremenila mogoče kakšen pogled ali pa celo življenje ali pa kaj takšnega. Jaz vem, da sem jih kar nekaj in jih zmeraj potem priporočam tudi naprej. In mogoče ti je ta knjiga pomagala odpreti oči, mogoče videla kakšno drugo perspektivo, ti dala kakšno idejo, ali pa tudi kakšen film, tečaj, karkoli, In zdaj si predstavljaj, da greš z eno bližnjo osebo, ali je to prijateljica, prijatelj, na kavo in se potem pogovarjate o tej knjigi. Kaj ji rečeš, ko ji govoriš o tej knjigi? Verjetno ne kaj takšnega, da je ta knjiga na voljo po samo 16,99 €, da ima 332 strani, da je znotraj 7 tehnik pa 3 odlične vaje. Verjetno ji ne predstaviš na ta način knjige, ampak jo predstaviš verjetno na način, da rečeš: veš kaj, prebrala sem knjigo, ki mi je totalno pomagala, to pa to se mi je zdaj zgodilo, to je čisto noro, to definitivno moraš prebrati, In to je v bistvu naravna prodaja. Tudi to, ko svetuješ, na ta način lahko v bistvu tudi ti prodajaš v svojem poslu. In svoje idealne stranke gledaš kot na svoje najbližje ali pa svoje najboljše prijatelje, ali pa svoje bližje, in jim prodajaš v bistvu iz srca. In če ne verjameš, da je tvoja ponudba res tako dobra, da bi jo lahko tako prodajal oziroma prodajala, potem je seveda prvi korak, da najprej pomisliš na to, kako lahko narediš svojo ponudbo tako dobro, da ji tudi ti verjameš. Ker če ji ti ne verjameš, potem pričakovati, da bo vanjo verjel nekdo drug, ki te sploh ne pozna, je malo čudno, Tako da definitivno pogledaj tvoja ponudba, to, kar ponujaš, res tako dobro, da stojiš za tem, da si ponosen oziroma ponosna na to. Če nisi nič narobe, lahko se vrneš korak nazaj in narediš takšno ponudbo, da jo s ponosom tudi deliš naprej. In potem na ta način ti lahko prodaja steče naravno. In če znaš priporočati svoji najboljši prijateljici ali pa prijatelju, torej knjigo, ki jo naj prebere, potem znaš tudi naravno prodajati. Upam, da ti tole takšen trikec mogoče pomaga, da ti bo prodaja boljše stekla. Ne pozabi pa, če si želiš zgraditi svoj sistem, ki bo pridobival stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pokukaj spodaj, v program Stranke 24/7, spodaj pod videom bom pustila link, da lahko pogledaš za več informacij.